Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Kava je k nam prišla v 17. stoletju in je najprej veljala za eksotični napitek, ki jo je užival predvsem višji sloj. Sprva so jo prodajali v lekarnah na recept. Stoletje pozneje je dobila drug pomen, postala je napitek mislecev. Industrijska revolucija je to aromatično pijačo s cenovno dostopnostjo približala množicam. Zaradi dela v več izmenah, še posebej nočnega dela, pa je postala posebej priljubljena med delavci. Po drugi svetovni vojni je kava postala obvezna prehrambna sestavina. Obstaja veliko zgodb o odkritju kave in njenih blagodejnih učinkih. Najbolj priljubljena pa je arabska pripovedka o plešočih kozah, ki jo je v svoji knjigi z naslovom Kava zapisal tudi antropolog Božidar Jezernik. Govori o abesinskem oziroma arabskem kozjem pastirju, ki je opazil, da so bile njegove koze vedno bolj živahne kot druge in da ponoči niso spale, kadar so jedle plodove z določenih grmov. Še častitljiv samec, ki je bil navadno tako dostojanstven in resnoben, je poskakoval naokrog, kot da bi bil spet kozliček. Radovedni pastir je nekoč še sam poskusil neznane plodove. Poskus je čudovito uspel. Pozabil je na vse težave in postal je najsrečnejši pastir v srečni Arabiji. Ko so koze spet veselo poplesovale, je pastir plesal z njimi. Zgodbo o kozah je ponavljalo več piscev. Odločitev o njeni resničnosti pa je prepuščena bralcu samemu. Brez dvoma pa je knjiga izredno zanimiv zapis o kulturni in ekonomski zgodovini te čudodelne pijače, brez katere si dandanes skoraj ne znamo predstavljati več vsakdanjika. Zasluga za to gre poleg blagodejnih učinkov kave zagotovo tudi razvoju kavarniške kulture, ki se je pojavila v povezavi z njenim uživanjem. Najstarejši dokaz za obstoj kavarn je poročilo iz Meke iz leta 1511. Kajr Bek je slučajno srečal pivce kave v Sveti džamiji. Ti so morda po običaju zgodnjih sufijev uživali kavo med nočnimi pobožnostmi, tudi pri proslavljanju prerokovega rojstnega dneva. Za nas je zanimivo, da so povedali Kajr Begu, ki jih je spraševal o pijači sami, za obstoj lokalov, podobnim tavernam, v katerih so stregli kavo in v katerih naj bi potekale najrazličnejše razuzdanosti. Potemtakem ni muslimanskega porekla zgolj pijača sama, temveč tudi javni lokal za njeno prodajo, in to kljub vsem sporom in prepirom, ki so ga spremljali. Povezana na začetku svojega razvoja z verskimi obredi, četudi ves čas dvomljive pravovernosti, se je razvila v svetih mestih islama na arabskem polotoku in bila pozneje od tam uvedena v Kajro. Evropa je poleg pijače kmalu prevzela tudi javne lokale, v katerih so jo pripravljali. Do konca 17. stoletja so nastale kavarne v vseh večjih zahodnih mestih. V 18. in 19. stoletju so prevzele zelo pomembno vlogo tudi v političnem, literarnem, umetniškem in ekonomskem življenju evropskih velemest. Kot se je v zadnjem času izkazalo, pa je še najbolj nepogrešljiva predvsem njihova družabna vloga.